Tekom zgodovine so legendarni moški dvigali bike, železna kolesa in na videz neizmerno težke predmete, za katere so mnogi menili, da se jih ne da premakniti z golimi rokami. Obstaja nešteto skorajda legendarnih oseb, ki so pomagale oblikovati idejo o tem, kaj strongman šport pomeni danes. To moč, kaj je strongman, pa so si lahko ogledali tudi obiskovalci letošnjega festivala Medvode v gibanju, v okviru katerega je potekalo tudi tekmovanje Strongman Slovenija in mednarodni Belšak Classics. Ja, tako je, končno po koroni, da smo spravili spet eno tekmo Slovenija Strongest Man plus gosti, ki so prišli iz Avstrije in iz Irana. Malo je stresno, ker in tekmujem in organiziram. Smo kar dober po planu. Prva disciplina nam je mogoče majčkeno ponagajala, ker asfalt ni bil čisto raven, je bilo malo pretežko za vse atlete, ampak nič hudega, smo pač zmerjali razdaljo, koliko so tisti, ki niso končali kamion, koliko so razdaljo potegnili kamion. Zdaj smo pa kar dober v teku. Zdaj vreme imamo odličen, sicer je vroče, zdaj se na srečo sonce malo spušča, tako da bo tudi ljudje bojo rajš pogledali, bojo prišli bližji, da ni več ta grozna vročina. Športi moči, med katere sodi tudi tekmovanje Strongman, so sicer v Sloveniji manj razširjeni kot drugod po svetu, zaradi česar je bilo nekoliko manj gledalcev, kot jih je vajen Matjaž Belšak, najmočnejši Slovenec in 7. najmočnejši Zemljan, ki je svojo moč pokazal tudi v večjih stadionih po vsem svetu. Ja, nažalost Slovenija nima neke močne tradicije v sportih moči, to se malo pozna, pol tudi v strongmanu, powerliftingu in weightliftingu, ampak sigurno, oziroma v mojem mnenju je strongman najbolj atraktiven od vseh teh treh, tako da potencial je tukaj. Jaz sem tekmoval po celem svetu in recimo Amerika, Anglija, Kanada, je to res razvit šport. Sploh v Angliji smo recimo tekmovali v stadionih, kjer so koncerti pred 12.000 ljudmi, ki so vsi kupili karto po ceni, kogar je koncert. Vseeno pa si je veliko število Medvoščanov prišlo ogledati ta prikaz, česa vsega je zmožno človeško telo. Tekmovalci so se pomerili v 5 različnih disciplinah: sandbag carry, kjer so čim dlje morali nositi 120-kilogramske vreče napolnjene s peskom, farmer's walk, kjer so prav tako nosili izredno težke uteži, viking press, kjer so tekmovalci morali potisniti 130 kilogramov teže nad glavo, deadlift, kjer so se preizkusili v dvigovanju uteži in še najbolj fascinantna disciplina track pull, kjer so morali po cesti v središču Medvod vleči 16-tonski tovornjak. V vseh teh disciplinah se je pomerilo 14 tekmovalcev, tako iz Slovenije kot tudi iz tujine. Tako, se pravi, od Slovenije smo imeli lansko leto kvalifikacije, potem so prvi trije iz prejšnjih tekem pred korono. Bili so potrjeni 4 tujci, ampak se je nažalost eden iz Srbije poškodoval prav ta teden pred tekmo, tako da je on ostal doma. Imamo pa 3 tujce, se pravi 2 Avstrijca pa enega iz Irana. Letošnji favorit za prvo mesto je bil ponovno domačin Matjaž Belšak, ki pa je imel letos zelo močno konkurenco, sploh v obliki avstrijskega sotekmovalca Petra Rajntalerja, ki je bil edini poleg njega, ki mu je uspelo povleči 16-tonski tovornjak od začetne črte pa do cilja. Ja, super. Tudi vodim od Slovencev, tako ali tako tudi od tujcev. Zaenkrat imam celo vse zmage v 3 disciplinah. Bomo pa videli, seveda, tekma se konča, ko se konča zadnja disciplina za zadnjemu eventu. Lahko narediš napako, lahko ti kaj zdrsne, lahko je kakšna manjša poškodba in lahko zgubiš 5-10 pik v eni disciplini, ker nas je 15 in lahko hitro pomeša vrstni red zelo, zelo močno. Vseeno pa je Matjažu Belšku uspelo obdržati tako naziv najmočnejšega Slovenca, kot tudi zlato medaljo mednarodnega tekmovanja Belšak Classics, za kar mu ekipa televizije Medvode čestita. Še posebne čestitke pa mu gredo tudi zato, ker je osvojil oba naziva kljub temu, da je v lanskem letu prestal težko operacijo kolka, ki pa ga več kot očitno ni ustavila. Ja, jaz sem menil lansko leto moj desni kolk, zaradi poškodbe v osnovni šoli se je to s časoma nabiral, takrat sem imel spah in potem je bila gibljivost lansko leto tako slaba, da so mi naredili polno menjavo desnega kolka. Zdaj okrevam, dober šport mi pomaga, čeprav ljudje mislijo kontra, ampak si primoran, da pridobiš gibljivost, da pridobiš zaupanje v telo, da nazaj zgradiš mišično maso in vse, kar je potrebno za to. Zaenkrat bi pa takole rekel, da je to bolj zelo resen hobi, če bi se včasih primerjal, ker sem res imel po 15 tekem letno in sem počel večino časa to, zdaj to počnem z veseljem.
dodatno druženje, šport. Kaj se bo pa iz tega razvilo, bomo pa videli, počasi naprej. Toliko, da ostanem zdrav, pa da me šport veseli, toliko dolgo bom počel.